Lepo pozdravljeni v našem prvem poprazničnem javljanju, ki ga začenjamo tako kot vedno z novo knjigo. In tokrat je to knjiga Človek, kam greš, ki govori o nadčloveku, katerega raven zavesti je nad zavestjo običajnega človeka. Avtor knjige je Marjan Ogorevc, bioterapeut, publicist, predavatelj, vodja delavnic in pa potovanj. Marjana smo danes povabili, da nam pove majčkeno več o vsebini, ki jo je predstavil na več kot 300 straneh. Marjan, dobrodošel. V knjigi omenjaš naravni in tehnološki transhumanizem, pa nam prosim povej, za kaj točno gre in kakšna je razlika med obema. Najprej bi rad povedal, kaj sploh transhumanizem je. Torej, transhumanizem teži k temu, da postanemo nadčlovek oziroma da se dvignemo z zavestjo, razvijemo svoje sposobnosti nad to običajno ravnjo, na kateri sedaj funkcioniramo. Naravni transhumanizem to naredi na naravni način, torej razvoj človeka, razvoj zavesti z vsemi tehnikami, verski sistemi k temu težijo in na koncu naj bi postali, vsaj tak je naš cilj, naj bi postali nadčlovek, se povezali z absolutnim božanskim in funkcionirali na bistveno višji ravni. Naravni transhumanizem zraven tega, da ko se razvijamo, razvija tudi etiko, moralo in zavest. Tehnološki transhumanizem, to je pa skovanka, bi rekel, nazaj, morda desetletje, torej, ko so prišli nekateri na idejo, da bi lahko pospešili ta naravni razvoj človeka s pomočjo sodobne tehnologije in informatike in vse to, kar imenujemo lahko, torej umetna inteligenca, oziroma jaz sem to poimenoval tudi umetni bog. Problem tega drugega transhumanizma, tehnološkega transhumanizma je v tem, da ne razvijamo istočasno tudi etiko, moralo in zavest in v resnici bi lahko, če malo na grobo rečem, bi lahko tudi zadnji bedak postal bolj pameten, kot je do sedaj, zaradi tega, ker bi s pomočjo tehnologije od zunaj, povezave možganov, umetne inteligence, lahko funkcioniral na bistveno višji ravni, vendar je problem v tem, ker v tem transhumanizmu ne razvijamo tudi etiko, moralo in imamo možnost zlorabe. In sedaj, jaz v knjigi razvijem način, kako in na kakšen način, s kakšnimi metodami se naravno razvijamo in podajam rešitev v tretji opciji, da se z pomočjo naravnega transhumanizma in vsemi temi metodami, ki jih uporabljamo, razvijemo zavest, etiko, moralo in se postavimo nad to človeško ravnjo in istočasno znamo uporabiti tudi umetno inteligenco in vse tisto, kar nam ona nudi. Seveda, pogoj je razvoj zavesti. Tisti, ki bodo ostali na nizki ravni zavesti, na nizki etični ravni, na nizki ravni morale, bodo vedno na nek način na preizkušnji, da zlorabijo umetno inteligenco. V bistvu je oboje mogoče, uporabljajo tudi sodobno tehnologijo v končni fazi, ker ni vedno nekaj slabega, ampak z naravnim razvojem in z uporabo tehnologije v bistvu lahko to dosežemo na najbolj aktualen način. Ja, vedno torej izhodišče za to knjigo je razvoj zavesti in jaz trdim, da bi morali vse v celotni družbi, od šolskega sistema do gospodarstva in povsod imeti neko rdečo nitko, ki jo bi vlekli skozi to pa je razvoj zavesti. Z razvojem zavesti se zmanjša tveganje za zlorabo umetne inteligence in vsega tistega, kar nam ona daje. Marjan, hvala lepa. Mi pa malo nadaljujeva pogovor in se še bolj poglobiva v vsebino knjige. Hvala. Vas pa vabim, da nas spremljate na Facebook profilu Spletne knjigarne in Primusa, seveda, kajti kmalu bo tudi prednaročniška akcija s popustom in brezplačno poštnino. Hvala lepa.